V luči naraščajočega vala antisemitizma in anticionizma, ki ga ni mogoče ločiti od sovraštva do Judov, ta se je razširil po vsem svetu, zdaj prevladuje v popularni kulturi in velikem delu osrednjega novinarstva, ter je vse bolj sprejet v političnem diskurzu. Kaj lahko Judje storijo? Namesto da bi obupali o premočnih ovirah, je odgovor v tem, da se borimo tako, da usmerimo duh slavnih dni ameriškega judovskega aktivizma v podporo sovjetskim Judom. Z drugimi besedami, čas je, da ameriški Judje začnejo delovati kot refuzeniki. Danes v oddaji Think Twice razpravljamo o tem, kako ponovno pridobiti miselnost refuzenikov, skupaj z avtorjem nove knjige, ki nam pove, kako to storiti. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Pred 40 leti so bili ameriški Judi združeni za aktivistično gibanje, ki je bilo tik pred zgodovinsko zmago. Gibanje za svobodo sovjetskih Judov se je začelo skromno, a je do poznih 80 let pridobilo široko podporo za judovske refuzenike, vžeti v zlobnem imperiju Moskve. To se je končalo z velikim pohodom na Washington leta 1987, ki je napovedal padec Berlinskega zidu. In možnost, da se je do 2 milijona Judov lahko izselilo v svobodo v Izrael in Združene države. Toda vprašanje, ki si ga moramo zdaj zastaviti, je to, ker ameriški Judi zdaj doživljajo neprimerljiv porast antisemitizma in anticionizma. To je čisto sovraštvo do Judov. Zakaj ta ista skupnost ne more usmeriti duha aktivizma za sovjetske Jude, da bi se branila? To je še posebej pomembno, saj je velik del scenarija, ki ga brezumno ponavljajo tisti, ki Izrael lažno obtožujejo genocida ali apartheida, nastal v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, izpod peresa sovjetskih propagandistov, ki so skušali zatreti judovsko nestrinjanje doma in spodkopati ameriške nasprotnike komunizma v tujini. Prav Sovjeti so izumili to, kar učenjakinja Izabela Tabarovski imenuje zarotniški anticionizem. In ta je preživel ter postal temelj za večino obrekovanj in krvnih obtožb, ki so danes uperjene proti Izraelu in Judom. Kot odgovor na te strupene ideje je Tabarovski napisala novo knjigo, namenjeno navdihovanju in poučevanju mladih Judov, kako lahko odgovorijo na val sovraštva, usmerjenega proti njim in njihovemu narodu. In veseli smo, da je danes z nami, da bi o tem razpravljala. Izabela Tabarovski je strokovnjakinja za sovjetski anticionizem in sodobno nasprotovanje antisemitizmu. Je višja sodelavka na inštitutu Z3 za judovske prioritete in je bila gostujoča raziskovalka v Wilsonovem centru in drugih ustanovah. Rojena v Sovjetski zvezi se je kot najstnica preselila v Združene države Amerike, preden je obiskovala Univerzo Harvard. Je sodelavka revije Tablet, piše za številne druge publikacije in pogosto predava. In je avtorica knjige Be a Refusenik, židovskega študentskega priročnika za preživetje. Izabela Tabarovski, dobrodošli v oddaji Think Twice. Najlepša hvala, da ste me povabili. Hvala, da ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. Začel bi z vprašanjem, zakaj je zgodovina gibanja za sovjetske Jude tako pomembna za izzive, s katerimi se Judje soočajo danes. No, pomembna je iz več razlogov. Pomembna je zaradi tega, za koga se je borila, in zaradi tega, kar je naredila v Združenih državah. Mislim, da je tisto, kar je poskušala nasloviti, bil antisemitizem v Sovjetski zvezi, ki se je izražal na zelo podoben način kot to, kar vidimo danes. Tisto, kar so doživljali sovjetski Judi, je bil v resnici anticionizem. Veste, ZSSR je šla v zgodovino kot država, ki je podpirala državni antisemitizem. Ampak bolj natančno bi bilo reči, da je bila to država, ki je podpirala državni anticionizem. In prav zato sem o tem začela pisati že pred mnogimi leti, ker sem videla, kaj prihaja v Ameriko. To je bil isti jezik, iste ideje, isti konceptualni svet, ista razlagalna logika. In zato sem začela preučevati, raziskovati in pisati o tem.
In na ameriški strani je bilo gibanje za sovjetske Jude tako pomembno, ker je združilo ameriške Jude pa tudi britanske Jude. Mimogrede tudi avstralske Jude in Izraelce. V boju za lastne pravice, za svojo skupnost, za svoj narod, resnično. Mislim, da je to ameriškim Judom dalo priložnost, da se borijo za judovsko ljudstvo. In mislim, da je to v tem trenutku res močan zgled. Hvala, da ste poslušali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcast platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosim, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi dnevni podcast Jonathana Tobina, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo lahko najdete pod Jonathan Tobin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate svoje podcaste. In zdaj, nazaj k današnjemu programu. Ja, to je že dolgo nazaj, 40 let. Ampak kontrast med uspehom gibanja za sovjetske Jude, čeprav moram dodati, da se je v Združenih državah začelo v zelo majhnem obsegu, nato pa je sčasoma zraslo v nekaj, kar je zajelo celotno skupnost. Toda kontrast med tem uspehom gibanja za sovjetske Jude in nekoliko recimo neskladnim ter pogosto neustreznim odzivom Judov zunaj Izraela na trenutno krizo je izrazit. V svoji knjigi pišete o miselnosti refuzenikov, kot jo imenujete. Kaj je to? In kako lahko ponovno prevzemanje te miselnosti Judom pomaga, da ne le preživijo današnje izzive, ampak tudi premagajo anticioniste, ki so v bistvu antisemiti? Mislim, da moramo za odgovor na to vprašanje najprej pojasniti, kaj sploh pomeni biti refuzenik. Kaj ta izraz pravzaprav pomeni? Mislim, da se je to nekako ohranilo v spominu kot Judje, ki niso mogli emigrirati iz ZSSR. Nisi mogel emigrirati iz ZSSR. Bilo je prepovedano. In tako so Judje, vendar so Judje zaprosili za emigracijo po 6-dnevni vojni. Bili so zelo navdihnjeni z izraelsko zmago v 6-dnevni vojni. In tako so spoznali, da želijo biti del judovske države. Veš, niso več želeli biti del sovjetske zgodbe. Želeli so biti del judovske zgodbe. Zato so zaprosili za izselitev in prejeli zavrnitve. Bili so zavrnjeni. In to je pravzaprav začetek izraza, da so oni refuzniki. Bili so zavrnjeni. Ampak obstajal je še en izraz oziroma še en način, kako to gledati in o tem razmišljati. In pravzaprav so voditelji gibanja, aktivisti gibanja o sebi razmišljali na ta način, da so oni zavrnili državo, še preden je država zavrnila njih. In zavrnili so, kar je za nas danes najpomembnejše, zavrnili so dogovor, ki jim ga je ponudila država. Zavrnili so to idejo, da naj bi kot Judi živeli v sovražnem okolju in sprejeli ali se podredili tem anticionističnim idejam, ki so krožile povsod. Veste, Sovjetska zveza je začela res obsežno anticionistično kampanjo od leta 1967 naprej. Vedno je bila anticionistična, vendar se je leta 1967 to res začelo na nek način v bolj skoncentrirani obliki, tako znotraj države kot tudi v tujini. In zato pravijo, tega ne sprejemamo, nočemo živeti s tem, mi smo Judje. In mimogrede, prav tako zavračamo to idejo, da moramo, da bi bili sprejeti, opustiti vsak vidik naše judovske identitete. Veste, in tega vseeno ne bodo sprejeli. In mislim, da je to tudi za ta trenutek velika lekcija. Judi, ki menijo, da bi morda morali opustiti določene ideje o tem, kaj pomeni biti Jud, da bi morali opustiti svoj sionizem, da bi morali opustiti svojo povezanost z Izraelom. In potem bodo ljubljeni in sprejeti v progresivnih krogih. No, motijo se. Zgodovinsko gledano vemo, da se to preprosto ne zgodi. Več kot opustiš, več želijo, da opustiš. In to se že danes dogaja. Vidimo, da se to dogaja velikim judovskim antisionistom, kot je Peter Beinart. Veste, že se soočajo s tem. In tako je refuzenik miselnost najprej in predvsem, ta kljubovanje in zavrnitev sprejemanja drobtinic, ki ti jih ponujajo v zameno za to, da se odpoveš svoji judovski identiteti. In tako začnem knjigo.
Moje prvo poglavje je, da si ponovno prisvojiš svoj sionizem. Vsako poglavje je v bistvu lekcija, ki izhaja iz tega gibanja, pa tudi iz mojih intervjujev z mladimi judovskimi aktivisti danes. Torej, ponovno si prisvojiti svoj sionizem je tisto, kar so takrat naredili refuzeniki in kar danes počnejo mladi ameriški judi na univerzah, ki so postali ali postajajo voditelji. Ker razumejo, da ne moreš se odpovedati sionizmu. Pravijo ti, naj se mu odpoveš. Moraš si ga ponovno prisvojiti. Obstaja še ena lekcija o zavračanju vloge žrtve. Z refuzeniki je povezana zelo zanimiva zgodba. Srečajo se avtorjem Exodusa Leonom Murisom. Exodus je bil zelo priljubljen roman, ki je opisoval ustanovitev države. Po njem so posneli tudi zelo priljubljen film. In veste, Leon Juris pride v ZSSR, mislim, da v 80-ih, in se sreča z refuzniki. In ena stvar, ki jo reče, je: veste, pričakoval sem, da boste žrtve, pa niste. Preganjani ste. Veste, refuzniki so preživeli leta v Gulagu. KGB jih je spremljal na vsakem koraku. Kljub temu niso bili žrtve in nikoli niso razmišljali o sebi na ta način. In današnji mladi aktivisti na univerzah prav tako pravijo: veste, do iste ideje prihajajo neodvisno. Ni zato, ker bi preučevali to zgodovino. Neodvisno pravijo, da ne moremo biti žrtve v lastni zgodbi. Moramo biti junaki v svoji zgodbi. In zato mislim, da je res potreben premik v razmišljanju, da bi lahko zdržali v tem trenutku. Ja, sem tam. Imam dva zelo močna odziva na to, kar si pravkar povedal. Prvi je, ko govoriš o tem, da si junak in da si to ponovno prisvojiš. V soočenju z nekaterimi najhujšimi izmed teh proticionističnih, protijudovskih množic. Na univerzitetnih kampusih judovski voditelji sprva judom pravijo, naj nekako ostanejo na mestu. Pojdite domov, ne samo, da jih ne izzivate. Veste, zapustite kampus. In to je v nasprotju z duhom gibanja za sovjetske jude, za tiste med nami, ki se ga še spomnimo. In tudi všeč mi je anekdota v vaši knjigi, ko govorite o tem, ko se je eden od refuznikov srečal z Leonom Urisom. Ko je prišel v Sovjetsko zvezo in jim povedal, kako je bilo, veste, v povzetkih, ki jih je. Njegov roman je bil preveden in so si ga ljudje podajali iz roke v roko, ga brali in požirali. In Urisov prvi odziv je bil: pokličite mojega odvetnika. Oni kradejo mojo knjigo, in ne dobivam honorarjev, preden sploh ugotoviš, kaj v resnici počnejo. Prav, točno tako. Njegova knjiga je bila izjemno navdihujoča za sovjetske jude, za refuznike. Obstaja citat, ki ga pripisujejo Šaranskemu. Nikoli mi ni uspelo tega potrditi, ampak nekaj v smislu, da, daj mi, 10.000 izvodov Urisovega romana in vse jude v SZ bom spremenil v sioniste. Ne vem, ali je to res ali ne. Ampak zagotovo je imelo učinek. Tisti, ki so knjigo prebrali, so bili zagotovo zelo globoko pod vplivom in so dejansko postali, pravzaprav jih je veliko. Obstaja veliko anekdot, kjer refuzniki pravijo, da so celo njihovi prijatelji in sorodniki, ki nikoli niso bili posebej naklonjeni sionizmu, prebrali knjigo. In nenadoma so začutili tako močno povezanost z deželo, z državo, z zgodbo o ustanovitvi države, da jih je to resnično spremenilo v sioniste. Ja, veste, to je zanimivo poglavje judovske zgodovine, judovske literarne zgodovine. Leon Juris je bil priljubljen romanopisec. Ni bil zelo cenjen v literarnih krogih, tudi v judovskih literarnih krogih, ne? A vendar je njegova knjiga imela ogromen vpliv, večji kot si je kdorkoli predstavljal, ko je izšla. Preprosto zato, ker je zadostila potrebi po ponovnem uveljavljanju judovske identitete. Zdaj bi rad prešel skozi tvojih 6 strategij, v katerih pišeš v knjigi. In v njej, kot praviš, prepletaš zgodbe gibanja sovjetskih judov z zgodbami današnjih uspehov. Prva izmed njih je bila: ponovno sprejmi svoj sionizem.
To je zanimiva stvar. Sam sem govoril z judovskimi študenti. In včasih, slišiš, spomnim se enega mladega študenta, ki je bil nekakšen judovski vodja na univerzi. In na družbenih omrežjih na tisti šoli so ji pogosto rekli mala gospodična cionistka. In ona je to dejansko sprejela. Rekla je, ja, to sem jaz. Ampak resnica je, da večina mladih Judov, ki so odraščali v tem prebojenem svetu ameriškega izobraževanja, kjer so zaradi vzpona kritične rasne teorije, intersekcionalnosti, naseljenskega kolonializma, cionizma, Judi, Izrael je, vsi označeni kot beli zatiralci, kar je velika laž. Ljudem je res težko ponovno sprejeti svoj cionizem. Mislim, da je na nek način zdaj težje kot kdajkoli prej. No, mislim, da imate verjetno prav. Mislim, da je to zelo težek trenutek. In stvar, ki jo omenjam v knjigi in se mi zdi res pomembna, in to je tudi nekaj, kar sem prevzela od ene izmed aktivistk, ki sem jih intervjuvala, Adele Cohab, ki pravi, vi, ne more vsak biti aktivist in tudi ni nujno, da bi moral biti vsak aktivist. Morda želite biti zagovornik namesto aktivista. Sama se ima za zagovornico in v knjigi pojasnjuje razliko. Ampak jaz bi šla še dlje od tega. Mislim, če pogledate gibanje sovjetskih judov, če pogledate gibanje refuzenikov, sami refuzeniki, ki so v središču te vsemogočne Sovjetske zveze, kaj ne? Oni nimajo prav nobene moči, resnično. Ampak način, kako so strukturirali svoje gibanje, niso vsi Natan Šaranski. Ni vsak pripravljen na vsakem koraku izzivati sistem. In pripravljen trpeti, kot je trpel on. Ja. Točno tako. 9 let v Gulagu, v najstrožjih zaporih, z odločnostjo, da ne bo upošteval nobenih ukazov, ki mu jih daje KGB. To drži do samega konca, res vztraja pri tem. Ne more biti vsak takšen in niti ni treba, da bi bil vsak takšen. Zato si to predstavljam kot nekakšne koncentrične kroge. Tako imaš ljudi, kot je Šaranski, in morda še nekaj 10 drugih, ki so postali res znani refuzniki, okoli katerih so se zbirali ameriški Judi. Postali so simboli gibanja. In okoli njih je bil koncentrični krog aktivistov, recimo, da jih je bilo nekaj 100, morda nekaj 100 ljudi, ki so jih podpirali. Kdo je sodeloval pri tiskanju samizdatne literature, kdo je ponoči pretipkaval izvode romana Leona Urisja, kaj ne? Služili so kot, komunicirali so z zaporniki v Gulagu. Torej, to je nekaj 100 ljudi. Tudi oni so bili v nevarnosti. Morda so bili v manjši nevarnosti kot ljudje na sredini. In potem je še širši, krog okoli njih. Vendar sploh ne vemo, koliko ljudi je bilo, ki jim niso dovolili oditi. Ne vemo. Morda jih je bilo na 10 000, morda še več. Nekateri izmed njih sodelujejo v gibanju, vendar precej bolj tiho in neopazno. Mimogrede, v tem drugem krogu so tudi učitelji hebrejščine, ki jih je KGB še posebej preganjal. In potem v tem zunanjem krogu, so ljudje, ki prihajajo na te ure hebrejščine. To so ljudje, ki morda zelo potiho prenašajo nekaj od tega iz točke A v točko B v svojem nahrbtniku in nihče ne ve. Ali pa morda gredo in kupijo papir za naslovnico za ta projekt samozaložbe, Torej, ali pa so morda preprosto ljudje, ki se pogovarjajo v svojih kuhinjah in svojim otrokom, ki se vrnejo iz šole in rečejo: pravkar so mi povedali, da je Izrael agresor in da Izrael za zabavo ubija arabske ženske in otroke, razlagajo resnico. Morda je vse, kar naredite, to, da svojim otrokom poveste, da je to laž. Mislim, da smo zdaj na tem mestu. Ne mislim, da mora vsak stati pred množico. To ni za vsakogar. Ne more vsak biti Šabos Gestenbaum. Ne more vsak biti Jali Akobi, ki se na družbenih omrežjih resnično bori v tej bitki. In vem, da mu ni lahko. Vsi imajo posledice, v svojem poklicnem življenju. In obstajajo posledice za to, kar vsi počnejo. Ampak oni to izbirajo. Ampak ni treba, da so vsi taki. Mislim, da je res pomembno, če samo preberete to knjigo
in sprejmete te lekcije kot svoj notranji načrt, mislim, da je to že zelo pomembno. In veste, pravzaprav me žalosti, da to rečem, ker to govorimo v Združenih državah, kaj ne? V Združenih državah, kamor sem prišla pred 30 leti, in sem mislila, da je to država, kjer si lahko svoboden in poveš, v kar verjameš, in si zagotovo lahko svoboden in odprt kot Judinja. Zelo jasno se spomnim te izkušnje, ko sem nekako prvič našla svojo pot do judovstva. Sedeli smo v nekom domu za šabat, peli pesmi in okna so bila odprta. In pomislila sem, kako neverjetno je, da se mi kot Judinja ni treba skrivati, da lahko odkrito pojem na ulici. Zato mi je zelo žalostno, da se je to spremenilo. Ampak prav zato mislim, da so te lekcije tako pomembne. Pravzaprav bi rekla, da je trenutno najpomembnejše, da mladi na univerzah ne dovolijo, da bi jih propaganda dosegla. Za mlade Jude, ker je toliko propagande usmerjene prav v to, da jih loči od naših tradicij, da jih loči od vsega, kar so kot Judi. In ali lahko, veste, ali lahko ta vpliv, ali lahko nekako ta knjiga, veste, ali lahko reši vse? Verjetno ne, ampak veste, upam, da lahko pomaga, vsaj nekaterim. Zdaj, drugo izmed vaših strategij imenujete Izobražuj se. V njej govorite o prizadevanju za povečanje judovske pismenosti med Judi v nekdanji Sovjetski zvezi, ker so bile judovska izobrazba, judovstvo, sionizem in hebrejščina v bistvu prepovedani več desetletij. Zdaj, čeprav so okoliščine precej drugačne, veste, me to spomni na to, kako so številni ameriški Judi na svoj način prav tako judovsko nepismeni, kot veste, sovjetski Judi, ki so bili odrezani od judovskega sveta. No, to je popolnoma res in veste, nekaj časa sem potrebovala, da sem to razumela. Spomnim se, da so mi ameriški Judi, rojeni v Ameriki, govorili, da glede pismenosti ni tako velika razlika. Tega res nisem verjela. In zdaj mislim, da to zelo drži. In glejte, mislim, da veliko nas v judovskem svetu zdaj govori o tem, kako je treba judovsko izobraževanje prenoviti. Ker ne gre samo za povečanje judovskega izobraževanja, ker vemo, da je veliko proticionističnih Judov, ki so proti vsemu, proti judovskemu narodu, proti naši povezavi z Izraelom. Veste, imeli so judovsko izobrazbo. Torej je vprašanje, kakšno judovsko izobraževanje. Pravzaprav menim, da je hebrejščina za ameriške Jude prav tako pomembna, kot je bila za sovjetske Jude. Ker v resnici ne moreš. Obstaja toliko hebrejske kulture, toliko judovske kulture, ki je ustvarjena v hebrejščini, da se v resnici ne moreš povezati. Mislim, da se v celoti, veš, v popolnosti ne moreš povezati s svojim narodom. Če nimaš vsaj nekaj osnovnih veščin za razumevanje, branje, poslušanje. Veš, vedno govorim o izraelski glasbi. O tem, kako sem, ko sem začela učiti hebrejščino, začela prepoznavati verze iz liturgije v povsem sekularni izraelski glasbi. In spomnim se, kako neverjetno je bilo to zame. Bila sem presenečena, ker gre za povsem nereligioznega izvajalca. A so ti verzi iz hebrejske molitve in tore tako globoko v izraelski zavesti, da jih vključujejo v svoje pesmi. To se mi je zdelo res neverjetno. In če ne znaš hebrejščine, vse to zgrešiš. In zagotovo bi morala biti boljše izobraževanje o Izraelu. In o cionizmu. Veste, in ne kot neka propaganda, ampak preprosto. Pozabite na propagando. Ljudje preprosto ne poznajo zgodbe. Veste, ljudje se morajo naučiti te zgodbe. In dodala bi še, da mislim, da morajo mladi poznati zgodbo o tem, kaj se je zgodilo sovjetskim Judom, zgodbo o anticionizmu, odkot izvira in kako se je uporabljal za zatiranje Judov v preteklosti desetletja. To je res dobro dokumentirano. Mislim, da je to res pomembno. In poleg tega mislim, da ameriške šole so naredile resnično škodo izobraževanju, ker niso učile o komunizmu, o Sovjetski zvezi. Kako veste, dejstvo, da ljudje, še posebej Judi, mislijo, da antisemitizem izvira samo iz nacistične Nemčije, je preprosto sramota. Torej, vse to se mora spremeniti, veste, ampak dokler se sistemi ne spremenijo,
Mislim, mladi, kar želim povedati je, da morajo mladi sami iskati to znanje, tako kot so refuzniki iskali znanje o Izraelu, cionizmu in hebrejščini. Ja. Mislim, da to zelo drži. Zdaj, tvoja tretja strategija, ki jo imenuješ najdi svoje tovariše v boju. Zdaj, dilema za Jude v Severni Ameriki je, da je ena njihovih glavnih težav ta, da so jih njihovi tradicionalni zavezniki izdali po 7. oktobru. Torej, vprašanje je, kdo bodo danes naši zavezniki? Veste, obožujem to vprašanje, ker se pojavi vsakič, ko imam predavanje. In vedno rečem, da v resnici nismo sami. Obstajajo ljudje, ki so z nami in ki želijo biti z nami. Težava je v tem, da vam niso všeč. In to je sprememba v miselnosti, ki se mora zgoditi. Ker obstajajo čudoviti ljudje, obstajajo krščanski cionisti. V Kaliforniji so imeli toliko uspeha pri sodelovanju z indijskimi skupnostmi. Obstajajo čudoviti ljudje, ki želijo biti na vaši strani, ki vas podpirajo. Potrebna je sprememba. Ta navezanost, ta ideja, da je samo levica vreden zaveznik, je preprosto, je tako v nasprotju, je v nasprotju z resničnostjo. Ljudje začnejo govoriti o tem, kako je bil v 20 letih njihov stric Irv, ne vem, v spodnjem Manhattnu, karkoli že, da je tekstilna četrt vodila demonstracije. In to je vse mimo. Vsega tega ni več. Poglejte levico danes. Levica je popolnoma diskreditirana, je regresivna. Vse se vrti okoli moralnih obratov. Kako lahko rečeš, da so ljudje na levici kakorkoli boljši od običajnih sredinskih konzervativcev? To je sprememba, ki se res mora zgoditi. Ja, mislim, da je to nesmiselno, ampak imaš popolnoma prav. Veliko Judov preprosto ne prepozna, da obstajajo desetine milijonov ameriških kristjanov, ki so goreči podporniki Izraela. Ampak ker se z njimi ne strinjajo glede drugih vprašanj, naj bo to splav ali kaj drugega, jih imajo za nesprejemljive ali pa govorijo o tem, kako nekateri verjamejo, da se bodo Judi spreobrnili, ko se bo Jezus vrnil. In je tako, no, ali misliš, da se bo Jezus vrnil? Torej, zakaj te to skrbi? Ampak to očitno ne zaleže, ker gre za kulturna vprašanja in ker, veš, gre za politiko. In kot pogosto pravimo v Ameriki danes in pravzaprav v velikem delu zahodnega sveta, politika igra vlogo, ki jo je v življenju ljudi nekoč igrala religija. Tako da je to tisto, kar jim resnično nekaj pomeni. In zato so tako zadržani, da bi stopili v stik s svojimi prijatelji in to priznali. Veste, čeprav se slika trenutno zdi precej temna, leta 2020, veste, maja 2026, z naraščajočim antisemitizmom, veste, Judje v tej državi niso sami. In veste, podpora cionizmu je velika, globoko v političnem DNK Amerike. Samo o tem pač ne slišite. Prav, točno tako je. Veste, pogosto govorim o tem, kot bi govorila o partnerskem odnosu. To je, veste, kot da bi Judje v Ameriki nekako mislili, da pomeni biti zaveznik z nekom, da se moraš z njim poročiti. Ampak tako to ne deluje. Veste, v redu je, če ste z nekom samo na podlagi nekaj skupnih točk. Kot pogosto rečem, mislili ste, da ste poročeni z levico. No, levica je odšla in se poročila z nekom drugim ter se ne bo vrnila. Zato morate nehati hrepeneti po tistem, ki je odšel, in začeti se ozirati k tistim, ki želijo biti z nami. Ja, to je zelo dobro, to je ustrezna primerjava. Zdaj, tvoja naslednja strategija v tvoji knjigi je, da jo imenuješ Stori nekaj nepričakovanega. Zdaj, tvoj primer iz sovjetskega judovstva je, ko so nekateri Judi poskušali ugrabiti letalo. In tvoj sodobni primer je, da Jude toži univerzo. Zdaj, med tema dvema primeroma je velika razlika. In kolikor nočemo spodbujati Judov, da bi tukaj izvajali ugrabitve ali storili kazniva dejanja v državi, kjer obstaja vladavina prava, za razliko od Sovjetske zveze, pa morajo nehati igrati po pravilih antisemitov. To je glavna poanta, ne? Točno tako. In to tudi jasno povem v knjigi, da ne bi kdo mislil, da tukaj zagovarjam ugrabljanje letal.
Ampak ja, delovati na bolj ustvarjalne načine. Veš, niti treba samo, spomnim se, da je nekje po 7. oktobru na neki univerzi, niti se ne spomnim kateri, univerza blokirala pot Judom. In potem so morali Judi iti skozi drug vhod. In nisem mogla verjeti, da so to res naredili. Veš, da niso samo stali tam in rekli, zakaj ne smemo iti tukaj skozi. Veš, to je na koncu tisto, kar dejansko naredi Shabbos Kestenbaum v tistem viralnem videu, ki ga tudi opisujem v knjigi. In verjetno je to videlo veliko ljudi, kjer pride do tabora na MIT-ju. Mimogrede, svetovali so mu, naj sploh ne gre tja, kot si omenila. Veš, Nekatere tradicionalne judovske organizacije, njihovi predstavniki so govorili: ne hodi tja, ne izzivaj, ne soočaj se, pojdi mimo, mi gremo ven, demonstracija, ti pa pojdi domov. Ampak on gre naravnost tja in reče, veste, samo vstopiti želim. Sem ameriški državljan in to je univerza, to je javni prostor, zakaj ne smem? In ga ne spustijo noter. A na koncu mu uspe priti skozi. Veš, takšna dejanja v gibanju za sovjetske Jude so bili izjemno ustvarjalni s svojimi protesti. Mislim, da je prav to resnično pritegnilo pozornost k gibanju. Uporabljali so resnično biblične stavke, veš? Pusti moje ljudstvo oditi. Jaz sem varuh svojega brata, res ustvarjalno, ulično delovanje. Mislim, da moramo tudi mi začeti razmišljati o nečem takem. In pošteno povedano, obstajajo gibanja, ki se zdaj začenjajo bolj na ravni skupnosti. Veš, gibanje proti anticionizmu. Mislim, da se imajo nekaj ustvarjalnih sloganov. Veš, to je tisto, kar potrebujemo. Potrebujemo več uličnega delovanja. Potrebujemo več uličnih protestov. Veš, ljudje so jezni. Izrazi svojo jezo v javnosti. Veš, in to je le en način. Ne pravim, da morajo vsi to početi. Samo pravim, da je to primer. Veš, ne sledi vedno pravilom. Včasih je v redu, če ne slediš pravilom. ja, mislim, da je to bistvo in to je bila zgodovina gibanja sovjetskih porod. Spet mislim, da je bilo veliko retrospektivne analize, kjer so vsi nekako mislili, da je način, kako se je končalo, tudi način, kako se je začelo. Ni se začelo kot nekaj, kar bi judovski establishment sprejel. Sprva to ni bilo množično gibanje. To je bilo nekaj, kar so sprejemali le bušim disidenti, judovski disidenti. In veste, nekateri so šli v dobre smeri, nekateri pa v slabe smeri. Ampak bistvo je, da niso igrali po pravilih. In veste, to je bil edini način, da vztrajaš. Ker igranje po pravilih je pomenilo, da zmaga druga stran, saj imajo vso moč. In veste, to je nekaj, česar ne moreš sprejeti. Točno tako. Ampak veste, rekla bi, da smo celo znotraj pravil. Mislim, da ne delamo vsega, kar bi lahko. Veste, če vzamete samo proteste na ulicah, veste, obstaja veliko stvari, ki bi jih lahko naredili znotraj obstoječih pravil. Veste, mislim, pomembno je, da gremo ven z izraelskimi zastavami, ampak verjetno je mogoče narediti še več, veste, bolj zanimive stvari, bolj ustvarjalne stvari. Torej, tam je veliko prostora za izboljšave. Da. Naslednja strategija, ki jo predlagate v svoji knjigi, je zavrnitev vloge žrtve. In mislim, da je to odličen nasvet, vendar je tudi v nasprotju s tem, kako deluje sodobna kultura. Ali ni status žrtve tisto, kar si danes vsi želijo v kulturi, ki poveličuje status žrtve in se zdi, da prezirajo uspeh? Prav imaš. Veš, zanimivo je, da mi je nekdo enkrat rekel, da meni, da je to najbolj radikalno poglavje o moji knjigi. In do takrat sploh nisem razmišljala o tem na tak način. In še vedno, mislim zdaj intelektualno, razumem, zakaj bi to rekli. Glej, mislim, da to poglavje na nek način dejansko sledi prvemu poglavju, ki pravi, da si je treba ponovno prisvojiti svoj cionizem. Ker cionisti nikoli niso bili žrtve, kaj ne? Cionisti so vedno govorili, mi zmoremo, mi lahko to naredimo sami. Vse je povezano s samozadostnostjo, z doseganjem svojih ciljev.
In mislim, da je to res sprememba v načinu razmišljanja. In ne vidim razloga, zakaj tega ne bi mogli narediti. Torej je v redu, naj vsi drugi uživajo v svoji vlogi žrtve. Mislim, da smo veliko močnejši, če tega ne počnemo, če preprosto ponovno prevzamemo nadzor nad svojim življenjem in preprosto delujemo iz pozicije moči, namesto iz vloge žrtve. Kaj imamo za izgubiti? Mislim, da ni veliko za pridobiti s tem, da se borimo ali da se borimo za svoj prostor v teh olimpijskih igrah žrtvovanja. Veš, tako ali tako nam tam ne bodo dali prostora. Ta kultura zatiravca in zatiranega je že uklesana v kamen. Tako da Kaj bomo naredile? Poskušale jih bomo prepričati, ne? Tudi me smo žrtve. Tu pač ni zelo močan položaj, iz katerega bi lahko delovali. ja, mislim, da imaš popolnoma prav. In mislim, oprosti, če se spomniš, je bila pred nekaj leti na podelitvi Oskarjev, veš, filmskih nagrad, afera, ko so spreminjali pravila, da so bile za najboljši film lahko nominirane le dovolj raznolike stvaritve. In veliko judovskih umetnikov, veš, ki niso povsem zgubili stika s svojo judovsko identiteto, je reklo, hej, počakajte malo, tudi mi želimo biti žrtve. Vključite tudi nas v vaš DEI, veš, katekizem. In ostali, veš, odziv hollywoodskega establishmenta je bil, o čem govorite? In veš, njihovi protesti niso nikamor pripeljali, bilo je kar patetično. Ampak vseeno, veš, oni, veš, bilo je kot, počakajte malo, tudi mi se želimo vključiti. In vendar niso dojeli, da definicija vključenosti v DEI, torej I za inclusion, vsekakor ni vključevala Judov. Pravilno, točno tako. Veš, mislim, da smo zdaj na točki, ko je razkrite toliko institucionalne gnilobe, da je težko sploh katero od teh institucij videti kot prestižno. Mislim, poglej, kdo dobi Pulitzerjeve nagrade. Poglej, veš, Nicholas Kristof, 2-kratni Pulitzerjev nagrajenec, poglej, kaj objavlja. Poglej, kaj objavlja New York Times. Kdo sploh želi biti del tega prestiža? Mislim, da smo zdaj na točki, kjer je, veš, Barry Weiss šla in ustanovila čisto novo univerzo, skupaj z drugimi ljudmi. Mislim, da smo na točki, kjer moramo preprosto začeti znova izumljati celoten sistem. To je res škoda, ker smo mi začeli Hollywood, veš, Judy, smo začeli Hollywood. Je tako, kot da so bili Judi, veš, ustanovitelji vseh teh organizacij za človekove pravice, ki zdaj izključujejo Jude in jih demonizirajo. No, v redu, to pač je, kar je. Torej, gremo in začnemo nove institucije, ki se držijo pravil in zavračajo vlogo žrtve. Ja, mislim, da je to povsem pravilno. Tvoja zadnja strategija, ki jo omenjaš, se imenuje v ospredje postavite judovstvo. Kaj to pomeni in kako to deluje? Veš, mislim, da je to z mojega vidika pravzaprav najtežje poglavje. Poglavja, najtežja ideja, mislim, za veliko ameriških Judov, ki se imajo za levičarje, da jo sprejmejo. Ker kot si rekla, je politika postala kraljica, kot da je to edina stvar, ki ljudi zanima. Potem merijo vse. In tako, in njihov položaj v njej je tisto, po čemer merijo, veš, dobro in slabo, v bistvu, ne? Glede na tvoj politični položaj. In torej, kar ljudem govorim, je tudi to, da naj popustijo oprijem politike nad sabo. Veš, obstajajo tudi druge stvari, ki so zelo pomembne. In to se nanaša tudi na to, kako gledamo na Izrael, ker je toliko pogovora o Izraelu samo o politiki. Veš, toliko, da dejansko nekako, mislim, da je to nekako namerno. Veš, da kdorkoli vodi, kot da nas vodi v te pogovore, želi, da je tako. Veš, nočem zveneti kot teoretik zarote, ampak je pač tako, kot da je edina stvar, o kateri ljudje govorijo, kdo vodi Izrael. Torej, če sovražijo Bibija Netanjahuja, to pomeni, da zavračajo Izrael kot celoto. Veš, Izrael je veliko več kot samo politika. Obstaja toliko načinov, kako se povezati z Izraelom, kot samo politika. Cionizem pomeni veliko več. Mislim, da sem v zadnjem času začela cionizem opredeljevati kot pripadnost narodu. Zame cionizem pomeni pripadnost judovskemu ljudstvu. Obstaja toliko načinov, kako se povezati s pripadnostjo judovskemu ljudstvu, ki nimajo popolnoma nobene zveze s tem, kdo vodi politično oblast v Izraelu. In v tem poglavju si ogledam Trabos Kestenbaum, ki sem jo že omenila,
In tudi primer Natan Šaranskega. Natan je nekdo, ki ga, veste, in zelo sem mu hvaležna, da je napisal predgovor k knjigi. Veste, on je nekdo, ki je vedno izhajal iz svoje judovske identitete. Zanj je bilo vedno pomembno, vedno je imel judovsko identiteto in judovsko ljudstvo v ospredju svojih misli. Veste, ali pa s tem, to je bilo njegovo, vedno je bilo to njegovo glavno vodilo, njegova glavna misel. In ko pogledamo njegov glavni motivator, in ko pogledamo na primer Šabosa, ki začne kot mladenič, kot registrirani demokrat, in mislim, da glasuje za Bernieja Sandersa, in se še vedno ima za progresivnega glede svojih vrednot. To, da ko se sooči s tem, s čimer se sooči po 7. oktobru, pride do zaključka, da stranka, za katero je vedno glasoval, ne podpira judovskega naroda. In zato spremeni svojo pripadnost. Veš, in tukaj, in to je postopen in težak proces zanj. Veš, in ko govorim o tem, vedno rečem, da ne zagovarjam te določene poti. Ne prinašam strankarskega sporočila, sploh ne, samo kar želim povedati je. Tukaj je mladenič, ki se poda na pot, na iskreno pot raziskovanja, veš, kaj je zanj pomembnejše. In na koncu pride do zaključka, da je njegova judovska identiteta tisto, kar mu je pomembno. Njegova povezanost z Izraelom in judovskim narodom je zanj pomembna. In na podlagi tega sprejema svoje politične odločitve. Zato zagovarjam takšno pošteno in nepristransko preučitev. Veš, ne bodi tako pristranski v ameriškem političnem smislu, da ne bi mogel videti ničesar drugega za tem ali onkraj tega. Ja, mislim, da je to zelo pomembno. Rad bi se vrnil k nečemu, kar si omenil prej. In to je problem, da večini ljudi, veš, manjka poguma, da bi spregovorili in izstopali. Veš, to je zelo težko. In kako tisti, ki nočejo, da bi bili na udaru, veš, ki nočejo biti junaki in niti nočejo izstopati, večina mladih, veš, ne bodo želeli biti konformisti. To je, veš, kako večina, veš, le izjeme so pripravljene, veš, biti kot kvadratni zatič v okrogli luknji. Spet, kako lahko običajen judovski študent, mlad človek, kako so se uprli? Veš, kako so na svoj način postali refuzniki? No, lej, veš, najprej bom to povedala z besedami ene izmed mladih, ki sem jih intervjuvala, Alice Bernstein, ki pravi, lej, naredi nekaj majhnega. Naredi nekaj majhnega judovskega. Naredi nekaj judovskega, pa čeprav zelo majhnega, kar te poveže z judovstvom, kar te poveže s tvojo judovsko identiteto. Prižgi sveče za šabat, nihče jih ne rabi videti. Veš, nosi svojo Davidovo zvezdo, niti je treba razkazovati, niti je treba nositi zunaj. Nosi jo pri sebi, da veš, da je tam. Veš, obišči Izrael. Poveži se z drugimi ljudmi, ki razmišljajo kot ti. Veš, ne bodi sama in ne premlevaj svojih misli, ampak se poveži z drugimi Judi. Veš, veliko je Judov, ki se imajo za Jude 8. oktobra, ki so dejansko odkrili, vključno z mladimi, veš, ki so odkrili, da jim je njihova povezanost z judovsko identiteto zelo pomembna in zato jo dejansko poglabljajo. To je delno tudi bistvo mojega poglavja o tem, da najdeš svoje soborce. Bori se skupaj z drugimi, ne bodi sama. Ustvari svoj majhen krog. Niti treba biti izpostavljena celemu svetu, samo ohrani tisto luč, ki gori v tebi. Da. V svoji knjigi omenjaš zgodovinsko poglavje, za katerega mislim, da je zelo pomembno za naš trenutek danes. In to je, veš, način, kako je vedno mogoče pridobiti določeno število Judov, ki so pripravljeni opravljati umazano delo anticionistov in antisemitijev. In to zagotovo drži tudi danes. V svoji knjigi pa izpostavljaš zgodovino pomembnega precedensa Judov, ki so se izrekali proti Izraelu v zgodovini Sovjetske zveze in komunizma. Ali nam lahko poveš kaj o Judih, ki so izpolnjevali ukaze antisemitističnega sovjetskega režima v njegovih zgodnjih letih komunizma, pa tudi v 70. letih? Ker mislim, da je to tisto poglavje zgodovine, o katerem večina, zagotovo pa večina ameriških Judov ve zelo malo.
Veš, začnem s pripovedjo o Bundu in Jevsekciji, judovskem oddelku komunistične partije. To je zgodba, ki je danes pravzaprav izjemno aktualna, saj živimo v obdobju te nenavadne nostalgije po Bundu. Veš, pravkar je izšla nova knjiga o Bundu in o tem, kako čudovit naj bi bil. O vseh Judih, ki niso želeli biti cionisti, ki so vsi skupaj sanjali, veš, o tej judovski solidarnosti in tako naprej in tako naprej. Mislim, najprej gre za resnično napačno predstavljanje in napačno prikazovanje Bunda. Saj je bil Bund v resnici nacionalističen. Veš, želeli so biti nacionalisti v diaspori. Torej, današnji socialisti, judovski socialisti, ki hrepenijo po Bundu, ki pravijo, da so proti nacionalizmu, zato želijo biti bundisti. No, veš, bili bi presenečeni, če bi res izvedeli, kdo so bili bundisti. Ampak zgodba je brez preveč podrobnosti taka. Člane Bunda rekrutirajo boljševiki, Leninova stranka, v te judovske sekcije, katerih naloga je v bistvu pripeljati ruske Jude zraven. To je sovjetska vlada, judovska sekcija, ki je, veste, nekako komunistična partija komunistične partije, ki že vlada, veste, Sovjetski zvezi. Tako je, to je takoj po revoluciji leta 1917 in v zgodnjih 20 letih. In te judovske sekcije, ki so znane po svojem ruskem imenu Jevsekcija, kar je težko izgovoriti, ampak želim, da se to zabeleži, veste, res počnejo grozne stvari. Veste, preganjajo, posebej se lotijo 3 stvari. Napadajo hebrejščino, napadajo cionizem in napadajo judovstvo. In želijo izkoreniniti vse 3. Veste, in to je tudi priložnost, da se maščujejo svojim starim sovražnikom, cionistom, saj so bili pred revolucijo tekmeci. Zato preganjajo oboje, izkoreninijo hebrejščino in izkoreninijo vero. In veliko tega je, veste, delno podprto splošno komunistično platformo in cilji. In nekaj tega je preprosto njihovo lastno navdušenje. Ampak na koncu se zgodi to, veste, da so oni, Bund, člani Bunda, ki se na koncu pridružijo komunistični partiji. Niso dovolj internacionalistični, niti za komuniste, za ruske komuniste, ki jih vidijo samo kot v redu, to so še vedno Judi, še vedno so judovski nacionalisti in končajo v istih taboriščih kot cionisti. Tam so cionistični tovariši, ki so jih tja poslali že prej. Tako da, veste, to je res ganljiv primer tega, kaj se zgodi, ko se Judi pridružijo tem univerzalističnim internacionalističnim gibanjem. Ker na koncu njihova judovskost sploh ni sprejeta. In kar se zgodi kasneje je, da seveda potem pride do holokausta, ki uniči vse. V bistvu judovsko diasporo, ki je bila na nacistično okupiranih ozemljih, na Poljskem in v Ukrajini, na tistih območjih, kjer je Bund mislil, da bodo Judi živeli v diaspori. In na koncu so cionisti tisti, ki so rešili situacijo. Veš, cionisti so tisti, ki zmagajo v tem strašnem tekmovanju, ki se začne v začetku 20. stoletja. In oni so tisti, ki uresničijo svoj politični program. Oni ustanovijo državo. Oni pripeljejo ostanke evropskih Judov v državo. Nato rešijo judovsko prebivalstvo z Bližnjega vzhoda, veš, severnoafriške Jude. Res je, in na koncu rešijo tudi sovjetske Jude, kaj ne, ko se je Sovjetska zveza razpadla. In celo v 70-ih kam so šli Judi? Šli so v Izrael. Nekateri so šli v Ameriko, ampak večina jih je na koncu pristala v Izraelu. Torej, veš, nostalgija po Bundu je skoraj morbidna, veš, ker je to zgodba. Zgodba o Bundu se konča z množičnim uničenjem. Konča se z genocidom nad Judi. Medtem ko so cionisti ustvarili živahno kulturo, ki se nadaljuje, veš, in naprej ter ustvarja to neverjetno kulturo, ki jo imamo danes v Izraelu. In kasneje, bom samo na hitro rekla, veš, sovjetski režim je res je znal manipulirati z judovsko identiteto. In ko se po vojni leta 60, 6-dnevni vojni, začne ta proticionistična propaganda, rekrutirajo tudi Jude, da govorijo proti cionizmu.
In ti Judi seveda dobijo navodila, kaj naj povedo, izbere jih država. Na nek način bi lahko rekli, da nimajo izbire, ampak v resnici jo imajo, le da bi s tem žrtvovali svojo kariero, a vseeno bi lahko rekli ne. Pa ne rečejo. Sledijo državi. Tako da veste. Iskreno povedano, veliko ljudi je to počelo v celotni sovjetski kulturi. Veste, to je bistvo. Vsi so bili nekako žrtve, zagotovo pa niso bili junaki. Tako je, seveda, ja. Ne, razumljivo je. To je mogoče razložiti, a je tudi razočaranje. In vem, da so jih refuzeniki opazovali, zagotovo jih niso spoštovali. Prav. Veš, potem v 80-ih letih ustanovijo proticionistični odbor sovjetske javnosti. In ta odbor je stvaritev KGB-ja, nagovarjajo svetovno judovstvo, nagovarjajo svetovno levico. In zanimivo je, da jim svetovna levica verjame na besedo. Svetovna levica, vključno z levičarskimi Judi, pravi: glejte, ti proticionistični Judi v Sovjetski zvezi pravijo, da v ZSSR ni antisemitizma. In pravijo, da sovjetski Judi nočejo cionistov, nočejo Izraela, nimajo nobenega interesa za selitev. In jim res verjamejo na besedo. Veste, to so bile laži KGB, dobesedno. To je bil KGB-ov front, ta odbor. Torej, veste, to se je dogajalo skozi vso zgodovino. Veste, za tem stoji zelo dolga zgodovina. Veste, in danes vidite, da se Jude uporablja in manipulira na enak način strani vseh vrst antisemitskih akterjev, ki ustanavljajo skupine, kot so Judi za, izberite si ime. Seveda je zdaj drugače, ker Judje v Ameriki to počnejo po lastni izbiri. Veste, nihče jih ne sili v to. Torej je to drugačna zgodba. Ampak mislim tudi, da ti Judi velikokrat niso nujno dobro obveščeni, še posebej mladi ljudje. Torej je to zapletena slika. Ja, to je tragedija in kot si pravkar rekel, veš, taktika omenjanja zgodovine judovskega socialističnega bunda kot orožje proti cionističnim Judom, danes bund, veš, ni bil na strani ljudi, ki so načrtovali genocid nad Judi. Mislim, oni so bili so žrtve tistih, veš, ljudi, ki so hoteli izvesti genocid nad Judi. Za razliko od današnjih proticionističnih Judov, ki v bistvu upravljajo umazano delo, veš, recimo Hamasa, Irana in njihovih zaveznikov. In mislim, da je ideja, da so bili alternativa cionizmu tako zgrešena. Veš, na ta način, čeprav so bili politični tekmeci, so imeli zelo drugačno vizijo. Ampak ideja, da, veš, anticionistično, da je bunt od vseh stvari, ki je, kot veš, umrl v pepelu holokausta in gulagu, nekako alternativa. To je skoraj, veš, kot kult, ki časti smrt. Veš, bunt je del zgodovine, veš, smrti Judov. Cionizem je bil namenjen temu, da judovskemu življenju, veš, da novo priložnost za življenje. In da to zavrneš na tak način, je tako nelogično, da je, veš, zame je ta primerjava z FCI, veš, ki je naredil which did the umazano delo NKVD in NATO, KGB, zelo primerna. Absolutno, ja, to je zelo dobra ugotovitev, da to je tako pomembno, da seveda bunt ni bil na strani tistih, ki so bili. Mislim, razen sekcije, judovski oddelek je bil na strani tistih, ki so bili dejansko proti Judom. Ampak to je bil majhen del. Nasplošno, seveda, točno tako. Bundisti. Niso bili na strani tistih sionistov, ki so se borili za svoje življenja v varšavskem getu. Veš, to je realnost, veš, konca bundizma. Zdaj, ja, glede na vse prisotnost antisemitizma in antisionizma v naši današnji popularni kulturi in politiki, je veliko Judov res obupanih glede prihodnosti. Ampak svojo knjigo zaključiš z optimističnim tonom, ko omenjaš uspeh Izraela. In zakaj to pomeni, da je ta generacija, veš, obsojena na generacijo antisionizma? Antisionisti so prav tako obsojeni na neuspeh kot tisti v KGB, ki so mislili, da bodo premagali Izrael.
Ali res verjameš, da je zgodovina na strani Izraela, na strani cionizma in ne na strani, nekakšnih idolov popularne kulture, ki jih vsi očitno častijo? Glej, jaz preprosto izberem upanje, veš? Hatikva. Kaj drugega pa lahko storim? Mislim, ampak res verjamem, da, v osnovi verjamem, da na koncu zmaga resnica. Veš, soočamo se s problemom proticionističnega gibanja, ki jezdi na ogromnem valu laži. Veš, laži, ki jih je desetletja sestavljala SZ, ki so jih potem prevzeli in razvili še svoje lastne laži, skozi naslednja desetletja. Veš, res je osupljivo, ko pogledaš na to in se tega zaveš. Samo, ko pogledaš sovraštvo, s katerim se soočajo Judi na Zahodu. In se zaveš, da je vse to osnovano na laži. Veš, kot na primer laž o genocidu v Gazi. To je pač laž, kaj ne? In mislim, krvava obrekovanja so bile vedno osnovane na lažeh. Ne pravim, da bo lahko in ne pravim, da bo hitro, ampak mislim, da bo na koncu resnica zmagala. Ker mislim, kako pa bi lahko bilo drugače. Veš, in povedala bom še nekaj. Veliko sem razmišljala o tem vprašanju. Veš, o družbah, ki jih je v preteklosti prevzel anticionizem. So vedno na koncu, in tudi Wolfova to pravi in se popolnoma strinjam z njo, so vedno na koncu postale nezdružljive z judovskim življenjem. To je Sovjetska zveza, to so arabske države. To je 100% res. In potem se vprašamo, ali se bo to zgodilo tudi Ameriki. In tukaj sem tudi nekoliko bolj optimistična, kot bi bila, če bi gledala na zgodovino. In to zato, ker je Amerika zelo raznolika. Ni popolnoma upravljana iz centra. Veš, različne zvezne države sprejemajo svojo politiko in vidiš, da se Judi selijo iz New Yorka v Miami, kaj ne? Ker je tam kultura bolj gostoljubna. Mislim, da imamo v Ameriki zelo močne skupine ljudi, kot smo prej govorili, ki razumejo, da je ta nori val antisionistične demonizacije je del paketa z antiamerikanstvom, antizahodnjaštvom, antikapitalizmom, proti vsemu, za kar se Amerika zavzema. In mislim, da so ti ljudje pripravljeni boriti se proti temu valu in tej kulturi. Ta kultura je globoko zakoreninjena. Ampak mislim, da obstaja, mislim, da se lahko borimo proti temu. In ne mislim, da je izid nekako samoumeven, veste. Tako da sem pravzaprav optimistična. Da, no, tudi jaz delim ta optimizem. Veste, mislim, da so Združene države, Američani so premagali Nemce 2-krat ruski komunizem. Ne bodo jih premagali. Takšni, kot so množice na univerzitetnih kampusih in prebujeni. Izabela, hvala še enkrat, da ste se nam pridružili. Kako lahko naši gledalci in poslušalci dobijo izvod knjige Bodi refuznik in kako lahko spremljajo vaše delo? Knjigo lahko dobite na Amazonu, sem na Twitterju kot Isa Tabaro. Večinoma sem na Facebooku. Malo sem tudi na Instagramu, ampak večinoma me ljudje najdejo na Twitterju. No, super. Najlepša hvala, da ste me povabili, bilo mi je v veliko veselje govoriti z vami. Hvala, zahvaljujemo se tudi naši publiki. Prosimo, ne pozabite vsak dan poslušati oddaje Jonathan Tobin Daily Edition, ki jo lahko slišite, kjerkoli poslušate podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od teh platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosimo všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. Rad bi izkoristil trenutek in omenil, da ta mesec praznujemo 5 let ustvarjanja tega podcasta, ki je bil prvi izmed zdaj številnih podcastov, ki so na voljo na JNS TV. Zahvaljujem se producentu Zaku Sikermanu, izdajateljem JNS in vsem vam, ker nas spremljate in poslušate vsak teden skozi vsa ta leta. Upamo, da bomo tako lahko nadaljevali tudi v prihodnje. Zato hvala, ker ste z nami. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo.
Se vidimo spet naslednji teden.